Belec, demokracija. Glede, za Radio Slovenija ste 4. marca 2010 dejali, da nobenih ozadij tega dogodka takrat nisem poznal in tudi danes niso znana. Iz teh dokumentov pa je jasno razvidno, da se bili od teh dogodkih naknadno potem natančno obveščanje. Kaj je vaše vprašanje? Vprašanje je to, da vi ste za medije dejali, da o teh dogodkih, da ste izvedeli samo iz medijev. Iz teh dokumentov pa je jasno razvidno, da ste bili o teh dogodkih oziroma posledicah obveščani tudi privilegirano, kot funkcionar te komisije, torej, da ste te stvari vedeli, torej, da ste vedeli tudi za ozadje in podobno. Kaj je vaše vprašanje? Moja pojavna je v tem, da ste v bistvu se sprenevedali, ko ste dejali, da o tem niste nič vedeli, da ste to vedeli samo iz medijev. Te dokumenti jasno dokazujejo, da ste o teh stvarih bili obveščeni, torej, da ste bili obveščeni o sodnem procesu na Dunaju, o ozadjih. Poglejte, 3-krat ste povedali svojo poanto, ki je bila že prvič jasna. Vprašanja niste znali postaviti. Zato bi vam rad še enkrat povedal, poglejte si datum tega dokumenta in poglejte si vsebino tega dokumenta. Ta dokument vsebuje povzetke medijskih poročil. In seveda, če je kdo dobil kakšne povzetke medijskih poročil, ni izvedel iz njih nič drugega od tistega, kar je bilo že v mediji. In potem takem je moja izjava lansko leto za radio popolnoma točna in verodostojna. Jaz sem izvedel, kar sem izvedel iz medijev in nič, kar je prišlo kasneje v obliki kakšnega povzetka, kakšne kompilacije, ni presegalo tistega, kar je bilo v medijih že znanega. In če vas resnično zanima ta tematika, če vas zanima še kaj drugega kot ponavljanje poante, vam priporočam, da si pogledate časopise iz tistega časa, zlasti Kärntner Tageszeitung, Kleine Zeitung, Neue Kronenzeitung in še drugih časopisov, ki so seveda obširno vsem tem poročali. Tako da bi svetoval nekaj pazljivosti pri kvalifikacijah. Če je nek dokument povzel časopisna poročila, ni s tem nič dodanega. Tu je samo ponovljeno to, kar je v medijih že povedano. Gremo k naslednjemu vprašanju. Glede, ampak tam noter sta tudi dva dokumenta, poročila Jugoslovanske ambasade na Dunaju, torej dodatna poročila o tem sodnem procesu, torej ki nista bila iz medijev. Ki pa se nanašata na medijsko poročanje in ne dodajata nobene vsebine, ki ne bi bila že prej znana. In kot rečeno, 9 mesecev in pol po dogodku, ko je vse v medijih že potemeljito prediskutirano in pojasnjeno, je takšno poročanje dodatna rutinska informacija, ki ima značaj zbirke informacij že znanih iz medijev in nič več. Novo vprašanje, prosim. Gospod predsednik, ste vi dobili slučajno že tako imenovane posebne informacije, delamo se v krajnem arhivu že 2. oktobra 1979, 5. oktobra 1979, 26. oktobra 1979 in tako naprej, da naštevam vseh datumov, kjer so bila tudi poročila takratnega SDV in te dokumenti so prihajali na komisijo, kjer ste bili takrat še strokovni sodelavci. Te dokumente si lahko ogledali. Torej, z tega ne vem, to je 32 let od takrat, moral bi dokumente pogledati in videti, zakaj gre. Če se smatra, da je to zanimivo, nima nič proti temu, da se objavi. V tem primeru ne. V tem primeru bi to pomenilo, da v resnici niste bili obveščeni samo iz medijev. Poglejte, to je hipotetična trditev. Jaz zdaj, po spominu za 30 do 32 let nazaj, lahko rečem, da vse, kar sem zvedel o tem dogodku, je bilo izvedenega iz medijev. In zdaj, če je bila še kakšna druga informacija, ki je druge, seveda ne morem zdaj razpravljati na podlagi neke hipotetične ideje o tem. To, če se želi te dokumente objavljati, kar se mene tiče, lahko kar objavijo. Še kakšno vprašanje? Jaz bi vprašal Vladimir Gajšek, Samo sekunda. Ja. Vladimir Gajšek, in izvivali za pravičnost in razvoj. Zanima me, kje ste služili vojaški rok? V Novem mestu. No, to je vse. Če je še kakšno vsebinsko vprašanje povezano s tematiko današnje tiskovne konference, vas prosim. Dobro, še enkrat.
še konkretno, predsednik SDS-a je javno izjavil, da vi predsednik Republike lažete. Boste obstali na temu, kar se danes pojasnilo, ali tudi boste šli v kazenski odškodninski pregon, da recimo dokažete, da ne lažete, oziroma da tudi zahtevate odgovornost osebe, ki takšne izjave izreka? No, poglejte, jaz bi v tej zvezi povedal dvoje. Najprej, raven politične kulture pri nas je nizka in se niža. In zato bi današnjo priložnost izkoristil za poziv, da se vsi, ki sodelujejo v političnih razpravah, odrečejo kvalifikacijam, ki so nekulturne, ki so neutemeljene, ki so moralno nevzdržne in ki so politično škodljive. To je moj splošen apel vsem, ki sodelujejo v političnih razpravah. Spomnil bi jih, da je ocena kvalitete slovenske demokracije v zadnjem času znižana, o tem je pisala londonska revija Economist, in da je znižana prav zato, ker se že povsod opaža nižanje ravni politične kulture. V tisti analizi, ki vam jo svetujem, da jo preberete, je zapisano, da ima Slovenija dober volilni sistem, dobro zaščito človekovih pravic in slabo politično kulturo, ki se izraža prav v načinu razpravljanja v raznih temah. Mislim, da kot predsednik republike moramo opozoriti na ta dejstva in moramo opozoriti politike, ne se vzdržijo hujskanja. Kar zadeva kazenski pregon, poznate moje načelno stališče. Jaz sem bil večkrat vprašan glede tega in sem večkrat povedal, da nasprotujem kazensko-pravnim sredstvom kot sredstvom za pregon ljudi, ki se izražajo v političnem prostoru oziroma v medijih. Večkrat sem bil vprašan glede tega in to je moje stališče. Kazensko-pravna sredstva se za take reči ne bi smela uporabljati. Kot veste, je bila naša kazenska zakonodaja v tem smislu spremenjena ravno v času prejšnje vlade, ki je predsedoval današnji predsednik Slovenske demokratske stranke in takratni predsednik Slovenske demokratske stranke. Ravno takrat so bili uvedeni ti kazensko-pravni dodatni instrumenti oziroma dodatne možnosti. Mislim, da je to bil zelo slab razvoj, jaz temu nasprotujem iz načelnih razlogov in tudi današnjo priložnost izkoriščam za poziv, da bi to kazensko zakonodajo spremenili, da bi ukinili možnost, da se kazensko preganja novinarje ali druge udeležence v javnem razpravljanju za izjave, ki so jih rekli. Seveda se pa od vseh udeležencev v javnem razpravljanju pričakuje nek minimum kulture, nek minimum zavesti in s tem minimumom kulture so prav ta potikanja, ki so predmet mojega današnjega pogovora z vami, popolnoma nezdružljiva. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospe in gospodje, za udeležbo na novinarski konferenciji. Lep dan še naprej.